Samo tako, da se mi vsi tu zavedamo, da smo živi ljudje, pa smo deklarirani ali ne, to sploh ni pomembno, in da brez sodelovanja oziroma vmešavanja sistema gremo v samo organiziranje in medsebojno pomoč. To je edina rešitev. Zdaj, če bi se mi recimo, da ti konkretno odgovorim, da bi se mi zdaj registrirali kot društvo, konec, mi smo v sistemu, sistem nam daje pogoje in okolikor ne delamo tako, kot sistem želi in hoče, ukrepajo proti nam. Če ne drugo, nam zagrenijo življenje s tožbami, ne vem kaj še vse, svoje agente vsiljujejo, masone in tako naprej in nas razjebejo, po domače povedano. Jaz sem to doživel recimo pred 9 leti. Se pravi, ta obligacijski zakon in tako naprej obstaja samo zato, ker obstaja recimo pomorsko pravo in vsa ta mafijska izdarja, ki je. Ja, če ne bi mu samo to, ne stori drugim to, kar nočeš, da drugi storijo tebi. Glej, jaz se strinjam s tabo, ampak je potrebno nekatera razmerja, ki veljajo med živimi bitji, nami, razumnimi bitji, urediti. Kajti človekova narava se je skozi tisočletja tako spridila, da smo prišli do momenta, ko verjamemo samo podpisanemu papirju. To je najbolj žalostno. Včasih je bila pa dana beseda, zakon. Včasih je bila dana roka. Če si presegel, so ti jo odsekali. A ne? Je pa tako, na nas ljudeh je, koliko delač bomo stvari pustili, iti ali v eno, ali v drugo stran. Sami ste videli, kaj se je dogajalo na referendumu za vode. Pred referendumom, na dan referenduma, pa po referendumu. Pred referendumom so glasovali v parlamentu, v državnem zboru 46 glasovi za in 42 proti za sprejem ZNBD, kar je pomenilo popolno represijo nad živim človekom. Pol se je zgodil referendum za vode, kjer so naši srčni ljudje v knjigi volilnih upravičencev pridržali vse pravice. In takoj tisti teden po referendumu sta bila samo še 2 v parlamentu za to, da se sprejme represija nad živimi ljudmi. Veste, kako moč imamo? Največjo. In ko bomo to enkrat usvojili, Kakrat jaz sodelujem s tabo, vse dovedalo. Seveda, ker sem brezpogojna. Ja. Vzemimo to z enega še drugega zornega kota, zato da vam jaz dvignem vas same. A dovolite to? Evo. Obstaja stvarnik, kakorkoli si ga predstavljamo. Ta stvarnik je ustvaril to zemljo, ustvaril je nebo, ustvaril je rastline, ustvaril je živali, vse je ustvaril. Kreacija nas samih kot posameznikov je najvišja stvar v... Ja. Zmanjkalo mu je. No. Še mikrofon me ima preveč. Se pravi, da vi morate gojiti eno zavest. Vsak od nas je zvezda. A imajo zvezde kakšne zakone? Se pravi, zvezde bivajo. Zakaj obstajajo? Zato, da bi jih mi občudovali. Kajti brez našega občudovanja one ne bi obstajale. Se pravi, ignor je po najvišjih zakonih enak umoru. Tega se moramo vsi zavedati. In zdaj tako, če mi ignoriramo mrtvo stvar, neobstoječo stvar, iluzijo, kot je sistem, mi ne kršimo nobenih zakonov. Če pa mi ignoriramo človeka, mi ga ubijamo. In ne bomo se karmično izvlekli brez posledic. A razumete, o čem govorim? Kaj to pomeni? Pa jebote. Ja. Kaj to pomeni z drugimi besedami?
Vsak od nas je nekaj najvišjega, kar obstaja v vse vesolju, kajti naš tvorec je naš oče in ustvaril nas je po svoji podobi. In rešite se vsega drugega, kar vas nekako želi ali skuša potisniti na nekaj nižjega od tega, kar sem vam je zdaj povedal. A policaj lahko zvezdo ustavi. Dajte mi osebno kontrola vozniško in prometno, prosim. Če se mi zavedamo, da smo zvezde, ker v svoji osnovi smo, jebeš ti policaja, jebeš ti inšpektorja. Kaj, predsednik države, ajde, pej tu kurac, ne, komu drugemu paradiraj, kako si ti lep, pa naj te mama občuduje, jaz te ne bom. A razumete, o čem vam govorim? Vkolikor mi ne ljubimo sebe, ne cenimo sebe, ne spoštujemo sebe, se to odraža v zunanjem svetu. In če mi imamo zavest, da smo mi sinovi in hčere naših prednikov, ki jih je seveda stvarnik prej ustvaril kot nas na zemlji, ne? Koji kurac nam bo sistem? Koji kurac nam bo država? Koji kurac nam bodo dokumenti? Dovolj je ta zavest, imeti jo v sebi. Vsak od nas je enkraten in neponovljiv. Vsak od nas je neizčrpen potencial. Evo, pa vprašajte sami. Pa vprašajte, hudič, ja. Pa vprašajte sami sebe, koliko svojih potencialov sem pa jaz v tej inkarnaciji, v tem življenju izživel? Pa saj sem jih dušil. Jaz sem svojo dušo dušil. Ni važen razlog. Dajmo zadihajmo s polnimi pljuči. Jaz to grobo drugače rečem, pa ne daj se jebat. Kajti, če bomo mi na tak način, s to zavestjo, da smo mi otroci stvarnika vse višjega, ki je ta svet ustvaril za nas, da mi upravljamo z njim, ne država, ne sistem. Vsak posameznik upravlja z vsem, kar je na zemlji. Vse je bilo dano nam v upravljanje. A je to razumljivo? Potem... Mislim, da bo ta bolj delal. Ta je ženski, veš, ja. Ta ne bo lej. Ja, dobro. Ne? In ukolikor mi to zavest ohranjamo vsak trenutek, potem se tudi do soljudi obnašamo drugače, kot smo se doslej. A razumete? In šele potem, ko se mi drugače obnašamo, mi ne delamo razlik, mi ne razdvajamo. A vsak od nas to počne, vsakodnevno, pa se tega niti zaveda, ne. Mi moramo spajati. Moramo delati kontra, kot smo do zdaj. Spajati ljudi. Naprimer, Andrej nekaj rabi, evo, tu imaš Srečko, to on ti zrihta. Poznam pa še onega, on ti zrihta. In ko to tako gre, linearno, kot med čebelicami, ko si informacije recimo med seboj dajajo, pa kaj ima sistem s tem? To pomeni, še enkrat, narava je ustvarjena od Boga in dana nam je v upravljanje. In mi smo ustvarili sistem. Tako kot smo ga ustvarili, ga moramo tudi zradirati. Se pravi, ali pa bolj po domače povedano, ko imamo to zavest, mi zahtevamo, da je sistem naš sluga, da predsednik države kleči pred nami in da je odgovoren za vsako svojo besedo.